Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o znakih, kako veste, da vaša duša komunicira z vami. V glavnem vsi dobivamo neka sporočila, neka znamenja, pa pogosto smo tako kot kot fijakorski konj, enostavno ne želimo videti nič, ne želimo slišati, imamo nek občutek, pa si rečemo ne. In teramo dalje, dokler ne pridemo do točke, ko enostavno rečemo, čakaj, zdaj se pa moram ustaviti in da slišim sebe. Kako veste, da dobivate neka sporočila, pa da v bistvu jih ne želite slišati? V glavnem, ena stvar, kar jaz iz svojega življenja vem, da recimo, ko se zaciklam v neko razmišljanje, se veste, ena misel vodi v drugo, druga v tretjo in tako naprej in pristanem nekje, kar sploh nisem želela tam pristati, ampak pristanem v nekih, lahko tudi v nekih odnosih, ki me težijo. In se v tistem urežem. Tako v bistvu dobim takojšnjo sporočilo, hej, kje pa si? Ali pa se butnem, ali pa v bistvu dobim sporočilo, strezen se, kam gre tok tvojih misli. Ker tja, kamor gre tok mojih misli, tja gre moje življenje. In če mlinčkam, premlevam te probleme, boleče odnose, v bistvu ustvarjam še več bolečih odnosov. Ker v osnovi, ta naša duša, to je to višji jaz, pomeni, tukaj smo mi, Kristusova zavest, naša vest v bistvu, glejte, to je tako tale balonček naše energije, tukaj je pa višja duša. In mi smo s to svojo višjo dušo, se pravi z dušo, to, kar je na drugi strani mavrice, povezani z zlatim pramenom. To je v bistvu iskra Božjega. Ta plamen se dejansko da izmeriti, bolj kot potrjujemo, da verjamemo v svoje božanske sposobnosti, bolj se širi ta plamen in bolj kot verjamemo v to, da smo sami, da ne moremo, da Boga ni, da ne verjamemo v pomoč od zgoraj, bolj se tanjša ta nit in bolj imamo občutek, da se res ne da nič narediti. Zato prav s tem potrjevanjem, lahko tudi afirmacije, v katere ne verjamete, in da recimo zaupam, drugače, če ne verjamem, uporabljajte čudežne besede. Dovoljujem, zaupam, sprejemam in predvsem to, če gledam, sprejemam zdravljenje. Tudi če sem ta trenutek bolna, če si bom jaz ponavljala, zdrava sem, mi bo glasek rekel, halo, poglej se. Če pa govorim, sprejemam zdravljenje, dovoljujem, da se moja duša pozdravi, da se moja cela bit pozdravi, da se moje celice obnovijo in zaupam v božansko vodstvo, v zdravilno moč tudi svojih misli, v zdravilno moč, če vzamete kakšno prehransko dopolnilo, ali pa če si naredite recimo zeleni smuti, pa si noter date lahko tudi regrat, ali pa zeleno, peteršilj, ali pa zeleni napitek naredite, ravno tako lahko trpotec, zmiksate, pa precedite in potem ta zeleni sok pijete. Bolj kot potrjujemo to, bolj se širi ta kanal, preko katerega mi sprejemamo sporočila. No, zdaj pa kako lahko še opazimo, da nam naša duša nekaj sporoča. Recimo ponavljajoča števila, ali pa da vedno ob istem času pogledamo na uro, recimo 11 pa 11, pa rečemo, pa same 11 vidim. Kaj mi sporočajo te 11? No, in v bistvu to so angelska sporočila in ta angelska sporočila, zdaj seveda jaz sem to prepisala iz knjige Moč angelskih števil, pa sem dala tle noter v knjigo, ko imajo duše žur. V glavnem, seveda sem navedla vir, ne nazadnje, ampak ohranite pozitiven pogled. Poglejte, tisti, ki videvate kar naprej, 111, je v bistvu vse, o čemer razmišljajte, to se veča. Kam gre tvoja pozornost?
Vse strahove predajte Bogu in angelom. To je sporočilo. Ali pa če kar naprej vidite 888, recimo registrske, kar naprej se vam kaže neko število neskončnosti. To število ponazarja obilje in vam sporoča, zaupaj, vse se bo uredilo. In tudi recimo 666, recimo kar naprej vidite same šestice. Kaj to pomeni? To ni hudičevo število in da zdaj bo kar konec sveta, ampak je sporočilo, bolj zaupajte, vse se bo uredilo, čeprav mogoče ta trenutek materialno ne razumete, kako boste nekaj poštukali, se bo našel način, samo zaupaj v to, angeli so tu in ti nosijo sporočilo upanja. Ali pa recimo, če vidite kar naprej, ne vem, 44, 4, 44, ali pa se zbudite 4, 44. Kaj vam sporoča vaša duša? V osnovi vam želi sporočiti, angeli so tu. Zaupaj, samo zaupaj v to, prosi in boš dobila ta prav odgovor. In še eno stvar angeli sporočajo, umiri se, zadihaj, vdihni in sporočajo to, da takrat, ko si v tišini, lahko slišiš vodstvo. Ali pa da si mogoče vzameš malo več časa za sebe. Kako nam angeli še sporočajo? Recimo, kar naprej se vozi neka zadeva mimo nas, kar naprej mogoče neka knjiga nam hodi pred oči. Je to tako jasno sporočilo naše duše? To rabiš ta trenutek. In pogosto se zgodi, vzameš knjigo, to, kar se ti pripelje pred oči, odpreš in rečeš, pa se res. Zdaj se je tukaj odprl, ko ima življenje žur, pri grenčinah. Mogoče je to sporočilo za vas, pa se je res, mogoče je pa čas, da razstrupim jetra. Zdajle je čas, recimo regratovi peclji, da jih malo požvečim, ali pa švedska grenčica. Jaz sem zdaj pripravila konjak iz regratovih cvetov, to je iz knjige, ko imajo čakre žur, ta recept, tle noter, in v bistvu se to pije po žličkah v dopoldanskem času. In to je v bistvu spet sporočilo, ne? Lej, tukaj imaš zdravilo za tvoja jetra, jetra potrebujejo grenčine, ali pa mogoče vzemi en list regrata, pa ga požveči, ali pa si na vrtu, pa vzameš kar eno grenko solato, pa jo žvečiš, zaradi tega, ker grenčine grejo čez jezik, zadnji del jezika je pa povezan energetsko in tudi preko meridianov z jetri in to vpliva na to, da spodbudi razstrupljanje jeter. Jetra vemo, da čistijo celo telo, ker čistijo kri in na ta način se počutimo pol z več energije, boljše, bolj vitalni. No, to so sigurno sporočila vaše duše. Kako še veste, da vaša duša komunicira z vami? Imate neke sanje, ampak take sanje, ki vam naredijo alarm, ne? Tako, se jih zapomniš, mogoče so srečne sanje. In te sanje so ravno tako sporočilo, duša komunicira s tabo. Recimo, če imate pa neprestano take moraste sanje, je pa to sporočilo iz podzavesti, usedline, pridejo na dan takrat, ko spimo in takrat je čas, da se vi poglobite v ta del, kaj vas moti in kaj je tisto, kar vam želi tudi vaša duša sporočiti, recimo tako kot jaz, ko sem imela večkrat sanje o čiščenju kleti in tako naprej. Dejansko to je bilo sporočilo moje duše, daj se poglob tudi tja, kjer ni luštno, podzavest in počisti tisto, kar je treba počistiti. Tako da, bodite pozorni na to, kam gre vaša pozornost in kam vas angeli usmerjajo, ker to so ta prava sporočila. Mogoče je karte prehodu na novo, tudi ena taka pozitivna zadeva, ki vam lahko pomaga pri komunikaciji. In zdaj, če vprašam stvarstvo, kaj je ta trenutek pomembno za vse te svetle duše, ki delajo korake naprej, da vidimo, najbolj pomembno je to, da zaupate angelom. Nadangel Ariel je tisti, ki nosi jasnovidna sporočila, ki odpira intuicijo, ki te vodi do projektov, do ljudi, do vsega, kar ti pomaga naprej. Zaupajte v vodstvo in boste videli,
Angeli so tu. Je ena krasna pesem od Abbe. Angeli živijo, tudi če ljudje ne čutijo. In jaz sem dodala, angeli letijo, tudi če ljudje ne vidimo. In dejstvo je, da tudi mi smo božanska bitja in mogoče je čas, da naredimo nekaj v tej smeri, da začnemo zaupati v božansko vodeno energijo, ker smo v osnovi duša z zemeljsko izkušnjo. Tako da začnite kreirati svoj svet in boste videli, v vašem življenju se bodo začeli dogajati čudeži. Uživajte in vse dobro vam želim v vašem življenju.